Dragi nagrajenci, predsednik komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa gospod Alojz Mavrič ter cenjeni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Stožicah. Kot veste, so Stožice srce športa tako v Ljubljani kot v Sloveniji. Tukaj se srečujejo domači kot tuji vrhunski športniki. In ravno tukaj bomo nocoj že 28. leto zapored podelili nagrade Marjana Rožanca. Le-te so najvišje nagrade na področju športa, ki jih podeljuje Mestna občina Ljubljana. Na šport v Ljubljani gledamo kot na ključni element zdravega življenja. Za nas je šport filozofija, pot k uspešnemu življenju, sklepanju prijateljstev, tkanju vezi in predvsem je šport za gradnjo močnega človeka, ki vedno in znova presega lastne meje. Na oder bi povabila gospoda Alojza Mavriča, predsednika komisije, za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa. On sam nam bo povedal več o poteku izbora predlogov za letošnje nagrajence. Izvolite. Spoštovani župan, nagrajenci, gostje, spoštovani športni prijatelji. Dovolite, da vas pozdravim v imenu Komisije za pripravo predlogov za Rožančeve nagrade na področju športa v Mestni občini Ljubljana. Nagrade podeljujemo ob rojstnemu dnevu Marjana Rožanca, tega bi imel 21.11., rodil pa se leta 1930. Ob tem, da je bilo v mesecu septembru 29 let, kar je umrl. Posebej pa bi rad pozdravil med nami najstarejšega slovenskega olimpijca Marka Račiča, ki se bliža 100 letom. Prihodnje leto aprila bomo praznoval 100 let. In zelo lepo, da si vzame čas in seveda, da pride vsako leto med nas. Poleg tega pa pozdravljam tudi med nami olimpionika Mira Cerarja, ki je letos praznoval 80-letnico. Ki je po neodvisnosti najuspešnejši slovenski športnik. Nagrado je do sedaj prejelo 102 posameznika odnosno društev, kar je že lepo število, saj nagrado podeljujemo že 28, kar je bilo že povedano. Na osnovi javnega razpisa je letos prispelo 8 vlog, poleg tega pa je Komisija za pripravo predloga za podelitev nagrad Marjana Rožanca podala 2 lastna predloga, ki sta bila podana že v lanskem letu in shranjena na zalogo. Tako da je bilo skupaj 10 predlogov za nagrado. Vse vloge so bile vdane v skladu z razpisnimi pogoji, odnosno v skladu z postopkom, kot predpisuje to odloga. Vsi predlogi so bili podani za posameznike. Predloženi so bili 3 predlogi za vrhunske dosežke na področju športa in 7 predlogov za strokovno delo, odnosno delovanje na področju športa v daljšem časovnem obdobju. V letošnjem letu je tako bilo dovolj kvalitetnih predlogov, tako da komisija lahko brez težav sledila 4 predloge, kar je v skladu s pravilnikom. Komisija se odločila tako, da predlaga županu Mestne občine Mol v skladu z odlokom 4 nagrade. Komisija je tako predlagala enega kandidata za vrhunske dosežke in 3 za dolgoletno organizacijsko in strokovno delo. Komisija je poskušala izmed predlaganih kandidatov izbrati najzaslužnejše za prejem nagrade. Komisija je predloge uskladila, jih soglasno potrdila in dala potrditev županu. Nagrajenci bodo razglašeni v nadaljevanju, dovolite pa mi v tem trenutku v imenu komisije čestitam nagrajencem, prejemnikom Rožančeve nagrade in ob tem tudi vsem športnim delavcem želim čim več uspeha pri njihovem delu na področju tudi v prihodnje. Želimo si, da bi bilo tudi v prihodnje veliko ustreznih predlogov za nagrado, da bi bilo čim večji odziv društev in posameznikov, glede na to, da je veliko število dobrih kadrov, ki delujejo v športu v Ljubljani. Ob razglasitvi nagrajencev nagrad Marjana Rožanca se poleg tega vsaj enkrat na leto zberejo zaslužni športni delavci, vrhunski športniki, ki so prejeli nagrado, se pogovorijo in izmenjajo mnenja. Še
Še enkrat hvala in želim lep večer vsem v nadaljevanju druženja. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Mavriču. Z veseljem pa predajam besedo našemu gostitelju, županu Mestne občine Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviću, ki ga vabim na oder. Draga nagrajenka, dragi nagrajenci, spoštovani gostje, športni prijatelji, meni je danes posebno veselje in čast, bom tudi razložil zakaj, da lahko danes pred vami stojim in čestitam nagrajenki in nagrajenci. Najprej nahajamo se v športnem objektu našem stadionu, ki bo drugo leto 11. avgusta praznoval 10 let do otvoritve in ki ga UEFA proglasila med 3 najboljše male stadione v Evropi. Za vse, kajti, ne vem, če vsi veste, ta stadion, dvorana tam čez park, parkirišča, Štajerska cesta, vse skupaj je šlo iz proračuna brez davka 114 milijonov evrov. Podarjam še enkrat, 114 milijonov evrov. V proračun smo dobili od zasebnega partnerja, od Evropske komisije in od Darsa 111 milijonov evrov. Torej, ti objekti nastanejo samo 3 milijonov evrov plus davka. Če to zna bolje, ne se pride pokazati. Ne govorim za tu tej sobi, ne govorim za Ljubljano, govorim za cel svet. Še informacija po 7 letih pa pol hišne preiskave zaradi teh objektov, končno grem tudi jaz na sodišče drugi mesec, tako da bom lahko tudi obrazložil to, kar sem vam povedal. Vračam se pa nagrajencem na tem prelepnem stadionu, tem prostoru, ki postaja vedno večji magnet za vse teh objektih, ki ima leto milijon obiskovalcev. Danes slavimo 3 nagrajence in nagrajenko. Začel bom pri tistem, pa bom brez imen, čeprav nagrajenega, najmlajšem, ki je že zdaj svetovna zvezda. Kaj šele bo iz njega in ne bom pozabil, da ob zadnjih sremu na Mestnem trgu, ko smo imeli polnositev ulico in so dobili tista priznanja male, velike zmajčke, je bil nagovor, vi sam zmagujte tega zmajčka, pa to časa povečevati, da bo vaši velikosti. In se bojim, da bo naš mladi šampion tudi to dosegel, ampak jaz bom obljubo držal. Imamo 2 moška nagrajenca, ki sta vsaka svojem področju pustila sled v tem športu. Nekako bi omenil samega od njih, ki vsako leto vabi, da gremo Šmarno goro in celo mi enkrat ponudil, veš, če ne možeš prijedeti, ne bomo pa šli pa iskati za avto. Moje gore je bil, ko ne bomo več gledati Šmarno goro, tudi ne bomo na teko Šmarni gori, ker enostavno bom gledal to na nekem mediju, ki jo prenašam. No in tu sem nagrajenko nekonc. Mamo Krim. Moram povedati to zgodbo, ker ta zgodba mi je še danes pred očmi in nekako od začetka tega evropskega Krima. Mama Cveta Benec delala v računovodstvu glasnih mlekarn z relativno nizko plačo, ampak vedno našla denar za avtobusne karte, takrat je Krim igral v Ljubljani, bo treba z Rudnika do Tivolija, ali pa za Seniče za te naše mlade ptice. Začelo se pa tako, da je prišel Marjan Dolar, kar je rekel, veš, jaz sem pa hčerko, ki meče nek žogo na dvorišču, a bi ti sprejel Cveto Benec in ne bo ga to poporabil, pa Marko bo. In sem se pravil temu, ker sem prišla na elektro in mi razlagala, kaj boste naredila, in sem jaz hotel biti film, ne biti grob, da rečem, pejte, nočem, veste kaj, pejte ven in pride nazaj, z enim papirjem, kjer bo pisal, da smo kandidatne prvaka države, kar je bilo nemogoče, Olimpija prišla iz Jugoslavijske lige, Krim iz Rakovnika, ne gre skup, in pa koliko stane sezon. Zato se vrata, se si ne bojite. Jaz se svojo pravo bi osvetila. Ma ni vrak, tale moja trenerka, se prikaže še 3 dni. Jaz hranjam ta papir še danes. Bomo prvaki Slovenije pod pogojem, da pripeljemo ta na kolajno. In se ne takrat
Beograda. Proračun kluba je 52.000 mark, bilo je na koncu sedel tudi vozu 49.000 mark, izgubili smo prvo mesto v zadnji tekmi z Olimpijo. Tam je Janez Sodršnik, navijač Olimpije, ne. Moram priznati, da mi žitnik manjka, ne. Takrat, ko sem bila žitnikom, je bila ta ženski rokomet, je bil na vrhu, ne, na disciplini. In iz tega kluba, ki smo tako začenjali, ne, so ratale evropske šampionke. Še ena je tu zelo zanimiva, takrat, ko smo se odločili, da grem zraven, se rekel, veš, kapetanki, ne, ti pa boš dobila pogodbo. Pa mi rekel, mene, jaz ne bom več igrala rokometa, jaz grem delati faks, jaz bom učiteljica. No, danes je ta učiteljica postala ravnateljica, že drug mandat, izvrstna, dobila prenovljeno šolo in tudi skozi ta šport se vidi, kaj pomeni vztrajnost. Sej, jaz težko, kot amater, razlagam to enemu tovarišu Račiča, tovarišu Celerju. In sam še to manjka, da pokažem, da danes lele stoji na eni roki, okay, podobnega, potem ne vem, kaj ne naredim. Ampak vesel sem, da so se zbrali tisti športni prijatelji. Ne smem pozabiti Mitra Lavriča, dokaj je on bil v enem dobrem podjetju, on imel tudi šport na mnogo višjem nivoju, samo čez cesto. Tako da, srčne čestitke, res hvala za vse. In če ne drugega, vi štirje, oziroma vi trije, če mlada dam po stran, nekaj je premlad za to, vi trije vodite motiv vsem tistim, ki hoče športu delati. Danes imamo problem, da ker nekdo danih denar v šport, pravi, da je to korupcija, a to kaj drugega. Jaz sem na preizkušnji se rekel na družilki, a vi veste, kaj sporočate? Privatno podjetje je tam do nas v Ljubljanskem gradu, jaz sem koruptirana. Vi veste, kaj sporočate? Že tako težko je najti predsednik klubov, pa ne take, ki bi sam bili na papirju. Raven predsednik kluba, ki bo zastavil svoj čas, ljubezen do kluba in tudi zagotovo denar. In če denar, če klub dobro organiziran, potem je ta klub lahko uspešen, če zvezda na evropskem nebu ali na svetovnem nebu, potem je zagotovljen prijuh naših otrok, vnukov, najmlajših, da pride v šport. In to je edini način, da bo to družbi bolje, da konec koncev naši najmlajši malo da na stran tiste, kako se reče, računalnik, jaz jih uporabljam, in se začnejo gibati, kajti šport pomeni zdrav način življenja. In jaz sem vesel, da ta zavod šport, ki ga vodi še ena velika dokumentarca Tajna Polajna, da ta zavod šport in naš oddelek za šport, mislim, da Marka Kolenca, daje letno 15 milijonov šport. Govori, to je brez investicij. 240.000 ur za naše klube brezplačno in plačujemo 220 trenerjev za najmlajše. Zlatko Zahovič je bil zraven, Milovač je rekel, lansko leto, jaz bom naredil največji transfer v fuzbolu v Mariboru, kompakiral Zorana Jankoviča. Ampak ne za igralce, pa to so želim, ne. In rad bi, da te naše objekte, ki jih je že, se ne motim, 82, te objekte gre v porabo tako vrhunskim športnikom, kot najmlajšim, kot tudi starejšim, ki se grejo rekreacijo. Tudi dve nove šole, ki so odprte v zadnjem letu, imata take telovadnice, ki smo je leta 93, 94, 95 filmov tako sam sanjali. Kaj bi še bilo, če bi tako telovadnico? Jaz upam, da bojo po zgledu na vas, ki se tako veliko dali šport organizaciji, so odločili tudi novi direktori, novi menedžeri, da bodo prevzeli posamezne klube, da bomo hoteli pokazati celemu svetu, da imamo izjemne športnike, kar je dokaz število olimpijskih medalj prebivalca. Srčno upam, da bomo šli na eno, drugo in tretje prvenstvo vključno z olimpijskimi igrami. Naš Miro Cerar pripravil dobro ekipo in si želim, da bi šport vzgajali prijateljstvo, na drugi strani tekmovalnost, ampak vedno v duhu fair playa, vedno v duhu tega, da spoštujemo en drugega in da želimo skupaj. Jaz se bom upravičil po tem govoru, ker poleg tega lepa dogodka se pripravljamo na jutri na eno težo stvar, govorimo o fekalijah,
C0, ker zdaj očitno vsi politiki državnih zborov vejo, kaj je kanalizacija in podobne stvari. In zato mi res upravičite, če smem malo zmotiti program, te nagrajence bi povabil sami poprosil za eno sliko. Pa bo pa kolega podžupan Dejan Crnek podelil nagrade, ampak še enkrat, Sveta, jaz sem za tebe imate velik nauč. Velik. Vsaka svoje. Ti si mi dala tisto srpnost, tisto materinsko ljubezen do teh naših lepih, pametnih, srčnih let. Skrb za njih, vsaki službi si je dal v radi. Marko je dala pa red. Jaz sem z tega vedel športa naučil z Marko. Tudi to, kar mislim, sem dober bil direktor, tudi uspeh, največ nagrado, tudi sedaj je svojo funkcijo pravo. Naučil sem se, da je samo eden lahko na koncu govoril. In to je šport. Jaz sem trener timske šport. Motivirati in vsako pravo mesto. Zaključil bom s tem, imel sem v Krimu eno svojo igravo. Bila mi je zelo pri srcu. Drugače to Ada Boštjarčič. In ona, kada smo igrali fuzbol, se je igral Bosnu za znimi, da jih ne bi poškodoval, ker jih je treba čuvati. Če ga to odzadu udaril, ne vem, da se vedel, kdo je. Najprej so že na prve priprave in Adi Boštjarčič se bo vozil psa. In je rekel, ne gre, nekaj ga mora čuvati, da mora negovati. In potem je cel dan prepričal, se je to dan evo poreč na priprave. Ful vesel, kako se zrekel. Marta, evo, ima še dobro igrati. Drugo jutro, 6 jutri, in Marta prebila na vrata sobe. Kaj se zdaj zgodilo? Pošla pa rekla predsednik, jaz bom Ado Boštjarčič postala domov. Nočem imeti, ker ni pošla v družbeni redeki. In vidite, to je tisto. Imeti toliko močno srce, da imaš nisem miler, in na drugi strani, da prevzameš odgovornost, da odločiš. In vidite rezultat, jaz pa z vami, ki se začela krine, Svete, ti Marta, to dvojki, ki je takrat šla, reče sam iskrena hvala in pa teh medalj evropskih prvakinj nam ne more niče vsi. Zato smo lahko ponosni, ko smo ponosni na vse medalje tukaj sedečih, ki si jih prenesli. Nadi pa želim vsako leto več športnih uspehov. Vse skupaj želim en lep december. En december prijateljstva, tovarištva, sodelovanja in pa na koncu ne v letu 2020 ne bo boljše kot zdaj. Predvsem na prvem mestu zdravje, športnih uspehov brez poškodb in pa veselja v zmagah naših športnikov. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu županu. To je ta nervoza, do zdaj vsa ta leta, kar sem bil predsednik, pošle predloge. Jaz še nikoli nisem ugovarjal tem predlogom, komisija dela odlično delo, vice tudi postop še enkrat, hvala komisiji, hvala predlagateljem, te sem pa jaz rešil, da se povečujem. Evo nas. Tako, naši nagrajenci so sedaj razkriti, a seveda se vsi veselimo tega, ko bomo slišali še vse čudovite obrazložitve. Hvala lepa. Najlepša hvala, lepo večer, gospod župan. Športom pa je z roko v roki tudi glasba. Zato prisluhnimo dijakom Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane. Namreč za vas so pripravili pevsko-glasbeni nastop pod mentorstvom Iva Špacapana. Nam bodo zapeli ter zaigrali pesem z naslovom Don't Worry, Be Happy. Zapela nam bo Katarina Samobor, na električni kitari jo bo spremljal Maj Špacapan, na vokalih pa Valentin Ravnik. Uživajte.
Najlepša hvala Katarini, Maju in Valentinu. Ponosni in hvaležni smo, da nas je svojo prisotnostjo na nocojšnjem dogodku počastil tudi olimpionik gospod Miro Cerar. Pred natanko enim mesecem je dopolnil 80 športnih let, za kar si zasluži res velik aplavz. Sami sebi ne ploskate, da bi si lahko, ne? Z novinarjem Petrom Kavčičem bosta naredila za nas zanimiv intervju. Zato vas kar lepo vabim na oder, da se prepustimo temu, kar sta pripravili. Ja, takole tule v dvorani vas je toliko imenitnih ljudi, ki ste pustili tako močan pečat, bodi si svojimi športnimi dosežki, rezultati ali pa svojo dejavnost v športu, da moram reči, da sem res ponosen, da sem danes tukaj v vaši družbi. Tudi sam ponavadi najraje poslušam te ljudi, ki so toliko naredili za slovenski ali pa nasploh za šport, njihova razmišljanja in se poskušam iz tega kaj naučiti. Že oče mi je dejal, veš, mladi se vedno učite od starejših, tako je prav, ti so izkušenejši, ti veliko vedo. In če so za njimi takšni rezultati, kot so za vami, kot so za gospodom Cerarjem, potem seveda sledi zame nekaj učnih minut. Nekaj razmišljam strani gospoda Cerarja, na katera je sicer težko odgovoriti na hitro ponavadi in tudi mnenja glede tega so lahko deljena. Toda verjamem, da gospod Cerar ima referenco, da bo zadev žebljico na glavico. Pa prvo vprašanje. 80 let zapisanih v glavnem športu je za vami vrhunski šport. Nekoč in danes primerljivo? Ja, velika razlika že formalnosti, včasih je amaterizem zapovedan in seveda zdaj pa profesionalizem, pa uvodoma bi najprej pozdravil vse prisotne in pa se želel, oziroma posebno čestitko tudi osebno nagrajenki in nagrajenca. No, sicer bi pa rekel, da so to velike razlike že vsebinski, ne samo v formalnem smislu. Moram reči, da smo v tistem obdobju naše generacije v vseh športnih panogah delovali bolj v skromnih razmerah, v manj dorečenih in veku poznanih tehničnih in siceršnjih pogojih, da pa sedaj je to izjemno napredovalo. Torej, lahko rečem, da gre marsikaj na znanstveni ravni in seveda so tudi dosežki neprimerno večji. Bližnjic pa ni bilo, ne nekoč, ne danes, ne. Ne, prav gotovo bližnjic ni mogoče, preko bližnjic ni mogoče priti uspehov. Treba je trdo delati, imeti veselje, ljubezen do dela, nekaj na to, da bo zabronjen šport. Danes se res včasih smatram kot delo, v tem smislu kot posel, medtem ko včasih je pa nekoliko drugače. Ja, eno pravzaprav težko vprašanje za odgovoriti na hitro. Veliko ste v svoji karieri preživeli časa v tujini, recimo, če bi vas to vprašal ali pa vas je vprašal, kdo v Sloveniji ustvari športnega šampiona, kako bi odgovorili? Odgovor je izjemno težak. Mislim, da športnik sam sebi, sam športnik ustvari, predvsem pa v pomoči svojih najbližjih, govorim v družinskem okolju, v okolju svojega kluba in seveda tudi okolice. Kaj pa selekcija v športu, predvsem mislim tu na mlade in šport?
Zdi se, kot da se otroci sedaj v mnogih športnih panogah prehitro specializirajo. V nekdaj športnih panogah seveda prehitro. In mislim, da že načenjamo to temo tudi v Olimpijskem komiteju in smo mnenja, da se potem ta nivo nekoliko dvigne, kajti nehote zapremo normalno svojih otrok. Kaj pa bazični športi, gospod Cerar, v popravi teh novih, rekel tudi tih zelo komercialnih športov, se zdi, da ti bazični športi, torej gimnastika, atletika in plavanje, malo izgubljajo svoj status. Se lahko to pozna v prihodnosti? No, komercialno seveda in trženje vpliva na pozadnje športne panoge, mislim pa, da osnovni športi ostanejo kot prava osnova. Pravzaprav, če pogledam še privatni elementi, pravzaprav sestavljati vsake športne panoge, brez teh osnovnih spretnosti in znanja tudi mogoče nadgraditi potem svoje specialnosti. Slovenci smo športni narod, vsaj sami imamo takšen občutek. Pogosto smo v preteklosti še morda nekoliko več, kot sedaj vedno govorili o Skandinavcih, kot o športnem narodu. Sedaj pa, ko človek, recimo takole gre v naravo, vidi toliko Slovencev v gibanju, govorim seveda o tem rekreativnem športu tudi, bodi si na kolesu, bodi si pri teku, pri planinarjenju, pri drugih športih, se zdi, da je Slovenija na tem področju naredila velik napredek in da lahko upravičeno trdimo, da smo športni narod. No, prav gotovo. Mislim, da se ne smejo zavajati samo rezultati, v kateri smo v samem svetovnem vrhu, ampak mislim tudi po tej množičnosti, po tej aktivnosti, ko vidimo, koliko ljudi teče, koliko kolesarji, hodijo v hribe in tako naprej, so mladi in starejši aktivni, jaz mislim, da lahko samo priznamo, da smo lep zgled tudi drugi nacije. Ja, pa še nekaj bi vas poprašal, in sicer o delavcih v športu. Tu danes z nami je veliko imenitnih oseb, ki so svoje življenje zapisali v športu, pa čeprav niso bili tako uspešni na tekmovanjih, seveda na vrhunski ravni. Toda tisti njihovi kamenčki so bili sestavni del uspešnega slovenskega mozaika. Kako to tradicijo nadaljevati? Kako prenesti ta trend na mlade? Dejansko treba nadaljevati s to tradicijo, spoštovanje vseh tistih ljudi, s svojim prostovoljnim delom, desetletja so vključeni v telesno aktivnost, s katerih ni mogoče dobrega športa, ni samo profesionalnost, ni mogoče vse plačati. Mislim, da tem ljudem je treba vsakoletno priznanje in se da brez teh ljudi tudi ni najvišjih rezultatov. Ste optimist? Ja, kar moraš biti optimist. Pravilno. Seveda, sam kot učitelj športa, pa tudi seveda vedam in verjamem, da se zavedajo tudi moji kolegi naloge, da tudi na tem področju osveščamo mlade. Gospod Cerar, vam želim zelo uspešno upraviti vlogo, ki vas čaka v prihodnjem koledarskem letu, torej v času olimpijskih iger v Tokiu, da bi uspešno bili tam, Japonci vas častijo kot Boga in da bodo seveda tudi naši športniki dodali nekaj k temu, da bomo lahko rekli, da so bile te olimpijske igre uspešne. Kaj sami pričakujete? Pričakujem, da bi se športnega uresničile njihove želje. To je največja nagrada. Pa hvala lepa za želje. Hvala lepa vam. Viva Cerar. Najlepša hvala gospodu Cerarju in gospodu Kavčiču. Pred vrhuncem današnjega večera pa se bomo prepustili plesnim ritmom.
prišli do sklepnega trenutka podelitve nagrad Marjana Rožanca. Kot že omenjeno, so to najvišje nagrade mestne občine Ljubljana na področju športa. Le te prejmejo športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni športni delavci ter športni novinarji za svoje izjemne dosežke. Poleg tradicionalne nagrade prejemniki prejmejo tudi plaketo ter jabolko oblikovalca Oskarja Kogoja. In kot je dejal akademik sam, je jabolko simbol nesmrtnosti, simbol raja ter simbol duše in njene neskončnosti. Prosim podžupana, gospoda Dejana Crneka, ter predsednika komisije Alojza Mavriča, da se mi pridružita na odru za podelitev nagrad. Nagrado Marjana Rožanca za izjemne športne dosežke prejme Tadej Pogačar. V njegovem imenu bosta nagrado prevzela njegova starša. Tadej Pogačar je član kolesarskega društva ROK od leta 2008. Njegova športna pot se je vzpenjala počasi in pod budnim očesom trenerja, Mihe Koncilja in ostalih sodelavcev v klubu. V kategorijah dečkov in mlajših mladincev je težje zmagoval. Vrstniki so bili takrat večji in močnejši. A Tadej je vztrajal in pri starejših mladincih opozoril nas zmago na etapni dirki Giro dell'Unigiana. V svojem prvem letu med člani je bil 5. na dirki po Sloveniji. V drugem letu pa ga je zmaga na Tour de l'Avenir že vodila med profesionalci. V enem letu je pri svojih 20 letih prišel na 15. mesto na svetovni kolesarski lestvici ter dosegel odmevne zmage. 3-krat etapa na dirki po Španiji, skupno 3. mesto v generalni razvrstitvi, zmaga na dirki po Kaliforniji, zmaga na dirki po Albareju in še mnoge druge. To so izjemni dosežki, ki Tadeja že zdaj uvrščajo med svetovne zvezde. Čestitke. Nagrado Marjana Rožanca za delo na strokovnem in organizacijskem področju v daljšem časovnem obdobju prejme Tomo Šarp. Tomo Šarp je pri svoji poklicni karieri v Heliosu vse skozi vpet v športno udejstvovanje. Je eden prvih učiteljev in organizatorjev tečajev smučarskega teka v Ljubljani. Tomo je izvrsten organizator športno-rekreativnih prireditev, zlasti na področju novejših izpeljank rekreativnih športov v kombinaciji s kolesarjenjem, tekom v naravi in gorskim tekom. Njegova glavna ljubezen pa je Šmarna gora. V dogajanje na Šmarki je vključen praktično od rojstva. Od leta 1979, ko se je zgodil prvi tek na Šmarno goro, ni šla mimo njega niti ena športno-rekreativna prireditev na Šmarni gori. Tomo je tudi dolgoletni član ekipe izvajalcev Ljubljanskega maratona ter avtor prog Volkswagen Ljubljanskega maratona. Zagotovo je Tomo eden od stebrov rekreativnega športa v Ljubljani, z uveljavljanjem in širjenjem množične rekreativne športne kulture in tudi vrhunskega športa. Iskrene čestitke. Nagrado Marjana Rožanca za delo na strokovnem in organizacijskem področju v daljšem časovnem obdobju prejme Cveta Benet. Cveta Benet. Cveta Benet je v rokometu zapisala že v mladih letih, ko je bila v vratih težko premagljiva. Zato pa se je pogala v trenerske vode. Skupaj z Jožetom Štukljem, Miranom Staničem in Dušanom Poljakom so v sezoni 84-85 kot pobudniki praznovali uradni začetek rokometnega kluba Krim. Sami začetki dela zadnjo nikakor niso bili lahki. Morala je biti tajnica, računovodkinja, ekonomistka, kuharica, zdravnica, maserka, voznica in na koncu tudi trenerka. Pod njeno taktirko je ekipa začela nizati uspeh za uspehom. Kmalu se je klubu pridružila tudi Marta Bon, najprej kot igralka, nato pa je prevzela trenersko funkcijo. Cveta pa se je lahko posvetila prihodnosti kluba.
Leta 1992 je predsednik kluba postal gospod Zoran Janković. In rokometašice z Galjevice so že čez 3 leta postale državne prvakinje in to zmago ponovile še 22-krat. Bile pa so tudi najboljše v Evropi. Cveta Bene ni le zaslužna za temelje slovenskega ženskega rokometa, svojim varovankam je privzgojila odnos do svojih, odločnost in moč pri premagovanju želenih ciljev ter težnjo k uspehu. Tukaj pa je tudi njeno presenečenje, ki že čaka tam zadaj in vas kar vabi na oder. Se upravičujemo za tole motnjo, ampak je nekaj posebnega. Res, za tole priložnost smo se zbrali po dolgem času, ker smo Cveti neizmerno hvaležne za vse, kar nam je dala in se ji danes poklanjamo, se ji zahvaljujemo res iz srca, ker to, kar je ona nam podarila v tistih naših mladih letih, je neprecenljivo. In res smo ti, Cveta, zdaj me po moje ne sliši, ne, ker je presenečena, koga vse vidi, ampak Cveta, res najlepša hvala za vse. Za nas, ker tega ni nihče ponovil. Hvala ti. Iskrene čestitke in še en skupinski nasmeh. Lahko to več. Še eno nagrado podelimo in potem lahko praznujemo, tako da vas vabim, da se usedete nazaj na svoja mesta. Ja, takole pustimo pečat v srcih vseh tistih, ki se jih dotaknemo skozi naša športna udejstvovanja. Mi pa gremo k zadnji nagradi. Zadnjo nagrado Marjana Rožanca za delo na strokovnem in organizacijskem področju v daljšem časovnem obdobju prejme gospod Janez Matoh. Gospod Janez Matoh že več kot 60 let kot prostovoljec deluje na najrazličnejših športnih nivojih, od društvenega do mednarodnega. 52 let je vodil društvo Partizan Spodnja Šiška, ki ga danes poznamo kot športno društvo GIP. 25 let je bil prvi mož Gimnastične zveze Slovenije. V času, ko se je gimnastika z Lojzetom Kolmanom, Aljažem Peganom in Mitjo Petkovškom vrnila v sam evropski in svetovni vrh. Pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Združenju športnih zvez, je bil 2 mandatni obdobji član izvršilnega odbora in prvi podpredsednik ter hkrati predsednik odbora športa za vse ter v zadnjih 2 mandatih predsednik komisije za priznanje. V svetu športa je pobudnik in neformalni vodja humanitarnih vsebin za invalide in socialno ogrožene. Je predsednik etične komisije prostovoljstva v Sloveniji. Prejel je nagrado mesta Ljubljana, Blodkovo nagrado za življenjsko delo v športu in priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja za življenjsko delo v športu. Janezu Matohu smo hvaležni za nenadomestljiv prispevek k razvoju slovenskega športa. Iskrene čestitke. Povsem, kar ste naredili za slovenski šport, pa bi vas vseeno prosila za nekaj besed. Spoštovani, gospod Zoran Janković, podžupan Dejan Crnjak, predsednik komisije za priznanja Lojze Mavrič,
spoštovani in cenjeni auditoriji. Naj bo dovoljeno spregovoriti nekaj besed v imenu vseh, ki smo danes dobili priznanja. Telesna kultura za svojimi vsebinami temeljne gibalne kulture, rekreacije, športne rekreacije in športa je sestavni del kakovostnega življenjskega sloga vseh od minus 9 mesecev do 100+. Športno mesto Ljubljana z navdihi tudi športnega župana Zorana izkazuje v vseh razsežnostih in dimenzijah tudi izjemne dosežke. Dosežki v športu, če jih malo skeliram na kratko, sodijo v dve domeni. Prva domena je recimo vrhunski šport, ki se rezultira tako, da športnik v duhu fair playa premaga vse svoje nasprotnike in zmaga. Potem imamo pa še eno zmagovalno kombinacijo v okoljih društev in klubov. To so pa ljudje, ali pa smo ljudje, ki skušamo na različne načine ustvarjati tudi pogoje za nadaljni razvoj športa in osebkov, tako kot je bilo na sceni čisto malo prej povedano. To se pravi, da govorimo o tem, da je šport izjemna vsebina, ki ima svoje prednosti in tudi svoje osebne vrednote. Se mi zdi, da je prav, da ustvarjamo še naprej, se mi zdi, da je prav, da skušamo prenašati vse to v naše okvire izhodiščnih danosti, to so pa društva in klubi. Naj bi bilo dovoljeno, da posebej čestitam za dosežke vseh iz tam zgodovine 103 nagrajencev v 27 letih, ne bi bilo teh priznanj, ne bi bilo teh dosežkov posameznikov, če ne bi bili skupaj povezani in to je tista dimenzija zmagovalnosti, ki jo so ustvarjamo v okoljih z svojim delom v korist vseh zvrsti telesne kulture in zaključno do vrhunskega športa. Mislim, da je lepo in čudovito doživeti trenutek priznanja in naj to priznanje v odtenkih tudi Zoranovega spontanega razmišljanja nas pospremi tudi v jutrišnji dan, ko bomo skušali nadaljevati svoje delo in slediti tistim lepotam od osebnih vzgibov do skupnih dosežkov, kar telesna kultura oziroma šport v Ljubljani in tudi v Sloveniji je. Hvala vsem za to priznanje in tudi auditoriju za ta navdih. Hvala. Najlepša hvala, gospodu Markovu. Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom letošnjih Rožančevih nagrad. Nagrajence, podžupana in predsednika komisije vabim še k fotografiranju, vas, dragi gostje, pa na pogostitev in druženje. Prijeten večer in hvala, da ste bili z nami.